Tanja Cerkvenik je karizmatična in prijetna oseba, od katere se v trenutku vsakdo naleze njenega neverjetnega optimizma in veselja do življenja. Tudi na naš pogovor je prišla s soncem obsijana. Pred 19 leti je zaradi padca s terase hotela v Poreču na invalidskem vozičku. Danes 47-letna Tanja pravi, da se z življenjem na invalidskem vozičku sicer nikoli ne sprijazniš, se pa prilagodiš. Kljub temu so se po 6.6.2003 zgodile ful lepe stvari, čudovite stvari, ki se mi prej nikoli ne bi. To ne pomeni, da sem hvaležna za to nesrečo. Že pri 7 letih se je začela ukvarjati z atletiko, ker je rada tekla. Vendar so ji na to najstniška leta malce ponagajala. Takrat, kot sem že večkrat povedala, sem se začela rediti, meni se ni dalo hujšati. Trener mi je pač rekel, da ne moram taka težka šprintati, da ne shujšam ali pa ne grem med metalce kopja, in sem se pol takrat odločila, da bom šla med metalce kopja, da je lažje kakor hujšati. Pri 17 je treninge opustila. Danes 46-letna Tanja pravi, da obstaja življenje pred nesrečo in po njej. Po nesreči je trajalo 3 leta, da je svoje življenje zapeljala v nove tirnice. Končala je študij ekonomije, se vrnila v službo na zavarovalnico in se skušala sprijazniti z vozičkom. Po padcu in rehabilitaciji se je odločila, da kopje spet vzame v roke. Na paraolimpijskih igrah v Pekingu leta 2008 in Londonu leta 2012 je dosegla 5. in 7. mesto, vendar so bili njeni cilji višji. Glede na poškodbo smo združeni, smo določeni v neke skupine, na tekmovanju se združijo in potem se te metri spremenijo v točke. In sem jaz imela smolost v skupino, kjer sem bila, in če bi hotela priti sem blizu medalje, bi mogla svetovni rekord popraviti za 5 metrov, kar sploh ni realno, in sem rekla, da pač jaz ne tekmujem za, ne vem, ne treniram za 4., 5. mesto, ampak za vrhunski rezultat, ki ga žal, pa sem se lahko še toliko raztrgala, 6-krat na teden sem trenirala, sam nedelje sem bila fraj, mi ni ratal in pol. Sem se raje posvetila rekreaciji, ker nisem obremenjena z rezultatom, ampak sem, da sem vam jaz dober. Nekdanja udeleženka paraolimpijskih iger ter evropskega in svetovnega prvenstva je tudi ponosna mamica zdaj že odrasle hčere. Je tudi redna udeleženka globalnega teka Wings for Life World Run, kjer je celoten izkupiček štartnin namenjen fundaciji, ki se ukvarja z raziskavami zdravljenja poškodb hrbtenjače, s kakršno se sooča sama. Verjame, da bo nekoč obstajalo zdravilo za tovrstne poškodbe, mogoče ne tako hitro, da bi pomagalo tudi njej. Na vprašanje, kakšno je njeno življenje po nesreči, pa je odgovorila. V bistvu počnem isto, samo na drug način. Družim se zdaj z drugačnimi ljudmi, kot sem se prej. Aktivna sem bila že prej v bistvu kot športnica, tudi zdaj sem, samo prej sem tekla, zdaj vozim kolo. Nikoli ne bi bila na olimpijskih, če ne bi bila na vozičku. Tanja pravi, da se uradni del rehabilitacije pri nas konča zelo hitro. 5 mesecev po nesreči je bila že doma, pri starših, kjer se je pravo okrevanje po poškodbi pravzaprav šele začelo. S hudomušnim nasmehom poudari, da se še zdaj z invalidskim vozičkom ne zna voziti po robnikih ali po nizkih stopnicah. Prepričana je, da je življenje dar in ne podarjena pravica. V življenju se je tudi naučila, da je treba uživati v trenutku, ki ga živiš.